Torej, profesor Boris A. Novak ima dvojnika, pesnika Borisa A. Novaka in seveda obratno. Čez dan sem predaval, se udeleževal tudi družbeno-kritičnih akcij, živel nadse aktivno življenje in nato vsak možni trenutek, tudi ponoči ali zgodaj zjutraj, uporabil za pravo puščavniško življenje, za pisanje tega epa, kar je bila moja pesniška norost. Začel sem pred daljnimi 25 leti. V prvih letih mi ni dobro teklo, sem moral večkrat odložiti to delo, na kar mi je dokončno steklo pred 10 leti, ne po naključju, po smrti moje matere. V tem epu gre za oživljanje meni ljubih mrtvih z namenom, da jim vrnem dostojanstvo spomina in imena. In ta napor, največji napor mojega življenja, ne le v umetniškem, tudi v čustvenem, intelektualnem in celo v fizičnem smislu, sem zdaj okronal s tretjo knjigo. Tako da mi zdaj pravzaprav preostane pisanje apokrifov. Jaz sem doživel večkrat v življenju že tako imenovane ustvarjalne krize, tudi dolgo obdobje kot 5 let, tako rekoč, nisem napisal nobene pesmi. Takrat sem imel občutek, ne le, da sem kot umetnik spodletel, ampak tudi, da sem neumen, da ne razumem sveta. Izkazalo se je, da je bilo to mučno boleče obdobje, morda eno izmed najbolj ustvarjalnih obdobij mojega življenja, ko sem iskal nov pesniški jezik. Zapolnil pa sem ga takrat na ustvarjalen, pozitiven način s pisanjem za otroke, s prevajanjem, z gledališčem, z pisanjem dramskih besedil za otroke in odrasle. Tako da je to obdobje, ki se ga spominjam v nekem chiaroscuro, črno-belem, zelo kontrastnem spominu. Leto 2017 si bom zapomnil po 2 ortopedskih operacijah in po nič manj mukotrpnem procesu končevanja epa Vrata nepovrata, tretje knjige Bivališča duš. Tako da je leto 2017 zame povezano z mnogimi terapijami in pesniškimi avtoterapijami.